Evo, takole, v življenju je treba tudi končati projekte, ne jih samo začeti. In ker imam jaz kar veliko projektov odprtih, sem tako še posebej vesela, kadar kakšnega uspem zaključiti. In na tej točki bi se rada zahvalila 3 osebam, ki so mi pomagale. In sicer moja mama, ki je rekla: Bojana, ti imaš toliko projektov odprtih, dajmo se lotiti enega po enega in dajmo letos zaključiti, naprimer, tale projekt. In sicer gre za projekt knjige. Izdala sem knjigo Češko-slovenski slovar lažnih prijateljev. Čez trenutek vam razložim več o tem. In druga oseba, ki bi se rada zahvalila in ki mi je stala ob strani tudi na strokovnem področju, je profesorica Petra Stankovska, ki je bila tudi moja mentorica pri diplomski nalogi in mi je pomagala, da je zdaj tale knjiga takšna, kot je, tudi iz strokovnega vidika. Res, vzela si je čas, večkrat sva šle čez celo listo teh besed, tako da res hvala. In pa na neki točki mi je tudi pomagala Vesna Dragar, ki mi je malo pomagala pri urejanju tudi vsebinskega dela tegale. Tako da hvala vsem 3. In 4. oseba, ki bi se rada tudi zahvalila, je tudi ilustrator Juan Juvančič, ki je tako lepo ilustriral tudi to knjigo, ker ta slovarček ne more biti brez ilustracij. Torej, zakaj sploh gre pri tem slovarčku? Gre za to, da je mene res zanimalo, zakaj Čehi tako čudno govorijo. In zato sem šla tudi študirati češčino in zato sem tudi potem izbrala temo diplomsko nalogo. Dajmo pogledati, katere besede so v češčini in slovenščini izgledajo enako, se slišijo enako, se preberejo enako, se napišejo enako, ampak imajo popolnoma drugačen pomen. Kot primer, poglejmo recimo besedo otrok. Otrok, zagotovo ste že slišali za ta primer. In sicer, če Čeh reče otrok, misli pri tem suženj. In če Slovenka reče otrok, misli pri tem otroka ali po češko ditje. Tako da ni vseeno, kako povemo in kaj pomeni. Tako da slovanski jeziki so sicer lahki za študirati, recimo relativno lahki, če že poznaš en drug slovanski jezik, ampak ravno pri teh besedah se lahko zapletemo, ker mislimo, da se razumemo, ampak se v bistvu ne razumemo oziroma se razumemo napačno. Tako da, takih besed sem našla 500. In sicer tale slovarček bom predstavila po novem letu na enem dogodku, ki ga organiziram. In sicer se dobimo 9. januarja ob 18. uri v kavarni Cukrarna. Tako da vabljeni, javite mi, če pridete, da pripravimo dovolj kozarčkov, da nazdravimo. In se vidimo, tam bom več povedala. Morda pa posnamem potem še kakšen video, kjer razložim, kako se pravzaprav tale slovarček uporablja. Če pa potrebujete darilo za božička, za kakšnega Čeha ali Slovenca, ki se učijo češčino, slovenščino, pa me seveda lahko kontaktirate. Hvala in nasvidenje, nebo nashledanov.